Na Movitu nam je zelo važno, kakšna promocijska darila pravzaprav dajemo naprej. Se pravi, kako in s čim predstavljamo naša programa Erasmus plus mladina in Evropska solidarnostna enota. In še posebej zato, ker zeleno je ena izmed teh horizontalnih prioritet. Imeli smo v preteklosti zastave, ki niso več aktualne, ostalo jih je kar nekaj. In smo rekli, dajmo jih ponovno, se pravi, uporabiti. In smo dali izdelati vrečke, se pravi te jagode, si jih lahko tudi ogledate, in pa konferenčne trakove. Mi organiziramo veliko dogodkov, vedno potrebujemo, se pravi, neke oznake, neke konferenčne trakove in smo rekli, dajmo potem imeti iz nekih materialov, ki jih že imamo in jih ponovno uporabimo. Poleg tega nam je tudi važno, kje so bili ti izdelki izdelani. Če se le da, vedno vključujemo slovenska podjetja, lokalno proizvodnjo, včasih podpremo tudi mlade, angažiramo socialna podjetja. Tako recimo nogavice so bile izdelane pri nekem dolenjskem družinskem podjetju. Zobne tabletke, ki so mimogrede tudi prejele nagrado na enem izmed naših mednarodnih usposabljanj, so izdelane iz veganskih sestavin, biosestavin in sicer so del projekta Štartaj Slovenija in s tem smo tudi podprli 2 mlada, ki sta zagnala svoje podjetje. Res se trudimo, da stvari, ki jih imamo, da so uporabne, da ne obstojijo nekje v neki omari. Pozorni smo tudi na to, da ne tiskamo prevelike količine, se pravi, da jih dejansko porabimo in pa predvsem se pravi, da so uporabna in da služijo svojemu namenu in promovirajo naša programa. Na Movitu že zdaj poskušamo izbirati ponudnike, cateringe, ki so v svojem delovanju usmerjeni k ustvarjanju kar se da majhnega števila odpadnih materialov in odpadne hrane in hkrati poskušajo uporabljati čim manj embalaže za enkratno uporabo. Kadar iščemo lokacije za naše aktivnosti izven Ljubljane, iščemo takšne, da so dostopne z javnim prevozom. Udeležencem potem odpremo tako Google Drive mapco, da se noter napišejo samostojno, da napišejo, kdo bo prevoznik, kdo se bo z njim vozil. Lahko pa se tam pofočkajo tudi tako, da se naredijo skupince, da grejo skupaj z javnim prevozom na aktivnost. Pri nas si prizadevamo za brezpapirno poslovanje. Manj tiskanja je boljše za okolje, pa še bolj praktično je. Zaradi vseh teh okoljevarstvenih vibracij pa se občasno zgodi, da kakšen gonilnik za tiskalnik kar naenkrat crkne. Na Movitu poslujemo digitalno in to pomeni tudi, da skrbimo za datoteke, da se ne nalagajo, da ne ustvarjamo novih in novih kopij nekaterih datotek, ampak da sproti brišemo tiste, ki niso relevantne, da na tak način zmanjšujemo te digitalne smeti. Prav tako pa v mailih, ki jih pošiljamo, skrbimo za to, da tistih preprostih mailov, ki so samo hvala, lep pozdrav ali pa smo prejeli, nič več ni treba narediti, da ne pošljemo na res veliko število naslovnikov, ampak samo na tiste, ki pač se jih to tiče. Delo od doma se je začel s covidom in ga vidim ful kot eno dobrodošlo prakso, ker ful pozitivno vpliva ne samo na moje privatno življenje, ampak vpliva tudi v bistvu ful pozitivno na okolje. Ja, jaz recimo, ko sem prišla na Movit, me je ful pozitivno presenetilo to, da se tudi med mladimi mamicami dogaja neka izmenjava oblačil, recimo nosečniških, pa tudi za otročke, za dojenčke. Jaz sem od sodelavke prejela ful enih škatelj in sem še zdaj neizmerno hvaležna. Pa ker tudi na osebnem nivoju sem ful nagnjena k temu trajnostnemu načinu in recimo tudi ta srajčka je second hand in mi je to pač res fina praksa, tako top.